Med nami je mnogo talentov, mnogo potencijala, na drugi strani so pa seveda finančno zahtevni treningi, finančno zahtevna oprema, ki jo marsikateri starš ne zmore. Mlade nadarjene posameznike že na začetku njihove poti podpiramo s projektom Mladi upi. Nudimo finančno podporo tistim obetavnim talentom, ki danes še niso prepoznavni. Naša percepcija, da je tveganje tisti haj na borzi, ki se bo zgodil, je zelo napačna. To je tveganje, če mi hočemo jutri dvigati ven denar. Če vi varčujete za 40 let, je tveganje, to vam bo inflacija pojedla vaše donose na depozit. Varčevanje je tudi enako tako kot treninga, ne? Redno trenirati, premišljeno trenirati in tako je tudi enako na finančnem delu, ne? Bolj redno, ko boste varčevali, prej, ko boste začeli, bolj se vam bo v prihodnosti obrestovalo. Lahko vem, da sem dobil 400 mark in sem dal 100 mark, se pravi 25% v življenjsko zavarovanje. Za nazaj, ko se enkrat nekaj že zgodi, pač ne moremo se zavarovati. V 26 letih, ko že tekmujem, sem 5 let spustil zaradi poškodb, pa 2krat sem mislil pač, da je to konec vsega. Da je bilo treba prvo dvigalo narediti. Dvigalo pa ni ravno poceni strošek, ne. Tisti, ki me ne poznate, niste niti opazili. Rojena sem brez leve roke, kar trenutno kar dobro skrivam. No in v bistvu sem vesela, da sem bila s parašportom primorana to tudi svetu sporočiti in na nek način nehala skrivati, ker dokler nekaj skrivaš, v bistvu nisi nikoli ti. Sem lahko govoril v Roland Garrosu z Novakom Djokovićem in je zaupal, da 80% svojih rezultatov pripisuje mentalni pripravi. Maj, juni, julij je, bom rekel, najtežje obdobje za zimskega športnika, ker ni pritiska, pritisk je privilegij. Ne veš, da si zmožen, ampak je v bistvu potem miselnost. Seveda so mi bila marsikšna vrata odprta, ampak samo za en poizkus. In vsi so pričakovali, da tisti poizkus opravim boljš kot moja, bom rekla, konkurenca. Ampak tukaj vsi smo športniki in jaz sem sprejela to kot izziv, tako da ne se bati. Odgovornost, to neka motivacija, ambicioznost, delavnost, šport te zelo hitro nauči se soočati z porazi in to so vse, se mi zdi, tudi neke vrednote ali pa karakteristike, ki jih danes v poslu cenijo zaposlovalci. Da bi vsem položil na srce, dajte se izobraževati, hodite v šolo, tudi če malo dalj traja. Dokler niso neki rezultati vidni, so sponzorji, glavni sponzorji starši. Tako da otroka v sebi, tudi mamice ne smemo nikoli pustiti nekje zadaj za sabo, ampak ga moramo negovati in mislim, da se to pol prenese tudi na naše otroke. Ne? Sem preverila pri mami, če se strinjava, da mi niso šli oni nikoli na živce in da pa tako, ne vem, mi smo se imeli vedno radi. Evo, mama, rada te imam.